Nagrade si najprej vesel, potem lepo je tudi, da se poveseliš s prijatelji, ker je v bistvu to neko priznanje za tvoje kvalitetno delo. Žal pa se od nagrad ne da živeti in se pač je to neka spodbuda za delo vnaprej. Zmagovalna fotografija je nastala v sklopu vsakdanjega dela, ko sva s kolegom obiskala skupino prosilcev za azil, ki so bili na enodnevnem izletu v Izoli in se pač sproščeno zabavajo na morju. To leto je bilo izjemno uspešno za slovensko novinarsko fotografijo, ker je na številnih mednarodnih festivalih prejela najprestižnejše nagrade. Mogoče bi izpostavil samo najprestižnejšo in najpomembnejšo, to je Pulitzerjeva nagrada, ki jo je prejel Srdjan Živolović skupaj s sodelavci agencije Reuters za pokrivanje begunske krize. Sodelovanje je zelo pomembno. Jaz se tudi sam spomnim, ko je v bistvu prišla ta begunska kriza tudi k nam in smo se dejansko vsi povezali preko vseh možnih komunikacij in se sproti obveščali, kje se kaj dogaja, kam kdo gre, kje kdo je, in zato je tudi potem delo lažje in seveda tudi bolj kvalitetno. Zelo zanimivo je pogledati v času, v katerem živimo, kaj se dogaja s fotografijo, ker v bistvu toliko veliko količino fotografij, ki se jih zdaj ustvari, se jih ni še nikoli do zdaj. Je pa zanimivo potem po drugi strani tudi, da se še nikoli ni tako slabo živelo od fotografije, kot se sedaj. Poplava je fotografije, ampak za kvalitetno fotografijo pa si je treba vzeti čas, ker tako lahko pridemo do nekih poglobljenih zgodb, ki imajo večjo vrednost, ampak zato največkrat zmanjka časa. Pomembno je, da generaciji, ki prihaja, ne zapustimo samo selfijev, ampak tudi čim več kakovostne fotografije o času, v katerem živimo.